Lepo pozdravljeni, pa so za nami še ene lokalne volitve. 7. v samostojni Sloveniji, 7. po reorganizaciji lokalne samouprave smo imeli pravico ali pa dolžnost, kakor vam je ljubše, biti voljen ali zgolj voliti. To slednje je udejanjilo skoraj 53% volilnih upravičencev, kar je več kot na prejšnjih dveh volitvah. Leta 2010 je bila namreč volilna udeležba le 47% in leta 2014 le 49%, kar dobrih 76% teh pa je odločilo, da se mandat župana za naslednje 4-letno obdobje podeli dosedanjemu županu Nejcu Smoletu. In malenkost manj kot polovica njih je menila, da bodo kandidati liste Nejca Smoleta tisti, ki jih bodo najbolje zastopali v občinskem svetu. Dobili pa smo tudi nove svete krajevnih in vaških skupnosti. Za današnjo oddajo smo vam nanizali nekaj zanimivih izjav iz obdobja predvolilne kampanje. Nekaj negativne energije je bilo čutiti, zato smo slišali tudi nekaj obljub za prihodnje 4 leta in zbrali vtise z volišč v nedeljo 18. novembra. Aktualni župan občine Medvode, 32-letni Nejc Smole, je svojo ponovno župansko kandidaturo javno napovedal na jutranji telovadbi, ki so jo v Evropskem tednu mobilnosti sredi mesta v drugi polovici septembra organizirale predstavnice Zdrave šole. Zakaj odločitev danes tukaj v tej priložnosti? Zato, ker sta prav te dve skupini telovadk, šole za zdravje, tiste, ki sta po mojem mnenju ene najbolj pozitivnih jeder v Medvodah. To pa pomeni, da stvari gledajo z dobro voljo, z eno vero, da se stvari da tudi dobro narediti, in nikoli ne bom pozabil, da v trenutkih, ko je mogoče bilo največ oklevanj, je prav z njihove strani prišlo kakšno pismo, kakšna kartica podpore, v kateri so rekli, da ni vse tako zelo črno, kot mogoče včasih izgleda. Glavni razlog za ponovno kandidaturo pa? Zagotovo vsi odprti projekti, ki pač so bili pripravljeni, pa zaradi takih ali pa drugačnih okoliščin ne bodo zaključeni. Največji zagotovo je pač kohezija. Včerajšnji dan smo odprli 15. gradbišče. Že samo to koordinirati vzame več kot polovico časa, potem pa zdajle se bodo začela dela na tržnici, na galeriji Sora, na kanalizaciji v Sori, se pravi na odseku proti Katarini, potem milijon evrov vreden projekt ceste na Jeprco in tako, da to so dejansko zelo velike zadeve in zagotovo glavni razlog, da se pač še enkrat spravimo pregledati oziroma pogledati, potestirati, kaj pa ljudje menijo. Na volitve se je ponovno podal kot nestrankarski kandidat. Vem, da je to težja pot, zato bom vesel vsega, ki si bo vzel čas, prišel na upravno enoto, overil podpis in ga prinesel ali meni osebno ali pa domov poslal. Zdi se mi, da je to dober test že tega, da vidiš, a sploh je neka osnovna podpora, ker nekako, če ne zbereš 120-130 podpisov, potem je najbrž brez veze upati na to, da bo rezultat tudi na volitvah ugoden. Pa tudi zato, ker se je v zadnjih 4 letih izkazalo, da lahko sodelujemo z vsemi, najlažje pa s tistimi, ki v Medvodah želijo delati. Kot nestrankarski kandidat je zbral zadostno število podpisov podpore, ne le zahtevanih 120 podpisov, ampak več kot 500. Predlagatelj njegove kandidature je bila skupina volivcev z Ladislavom Vidmarjem na čelu, ki je na dan reformacije potegnil sledeče vzporednice. Je človek, ki mu je kultura izredno blizu, ki mu je kultura osnova, in mislim, da je ne samo kultura v širšem pomenu besede, ampak tudi tista človeška kultura, komunikacija z ljudmi, pozitivno razmišljanje, in se mi zdi, da je to vse reformacija. In pred 4 leti se je ena velika reformacija zgodila v Medvodah in upam, da se bo ta reformacija dogajala še naprej v tem polnem energetskem smislu, da ljudje začutijo, da Medvode so naš kraj, da je slovenska beseda tista, ki nas združuje, s katero se sporazumevamo. Javno pa sta Smoletovo kandidaturo podprli poleg liste Nejca Smoleta še nestrankarska lista Sotočja in Desus. Zakaj podpora Smoletu? Pred 4 leti me je gospod Stanislav Žagar povabil na listo NLCOM. In 4 leta smo mi vozili avtobus brez šoferja, brez prevodnika. V zadnjem času, pravzaprav zdaj v 3-4 mesecih, se je pojavila ponovno ta lista in je zaživela, kar pozdravljam.
ampak da podpiram Smoleta. V 4 letih smo toliko lepega naredili, toliko dobrega za občane, za napredek občine Medvode in smo konstruktivno sodelovali in normalno, da gremo z njemu naprej, da peljemo to idejo, ta začetek, ko smo ga začeli, da ga pripeljemo do konca. Z veseljem tudi Desus podpira uradnega trenutnega župana in iskreno upamo, da tudi bodočega župana gospoda Nejca Smoleta, tudi uradno na naših zloženkah smo podprli in iskreno upamo, da zdrava pamet premaga lokalne zamere. Mi smo ne nazadnje lokalni in vsi delamo za naš kraj in jaz mislim, da mora v tem primeru premagati pač tisto, kar je dobro za nas vse in nikakor kakršnakoli politika. Svoj program in način dela je Smole javno predstavil na 2 dogodkih, na srečanju na Starem gradu in na pohodu po Katarini. Med drugim je kot enega izmed ciljev izpostavil uvedbo v tem času zelo popularnega participatornega proračuna. Gre za en ukrep, ki je zadnje 4 leta v Sloveniji nekako, če rečem popularen, mogoče najlepše opišem. Gre za to, da se en določen procent, tukaj jaz ne govorim o prav velikih procentih, ker se zavedamo, v kolikšni meri je delež proračuna že prej razporejen, ampak vsekakor pa projekti, ki so za mikrolokalne skupnosti pomembni, da jih ljudje na nekakšnih mini zborih krajanov se odločijo, kateri je pa tisti, ki ga želijo v tistem letu izvesti. Tukaj bi najprej vzeli pilotni projekt 1-2 krajevne skupnosti, tiste, ki bojo mogoče najbolj pripravljene delati, hkrati bi ostale videle, da gre po našem mnenju to za dober pristop in potem upamo, bi tudi razširile, bi se ta projekt razširil. Kar se ostalih stvari tiče, pa treba vedeti, kje je meja zakonodaje pri krajevnih skupnostih, kaj nam je nažalost v zadnjih 4 letih tudi država predpisala in česar se moramo držati, kjer pa zakonodaja delovanja ne omejuje, pa seveda smo že v teh 4 letih z nekaterimi res odlično sodelovali. Tako kot pred 4 leti je na program uvrstil tudi reorganizacijo občinske uprave. Jaz večkrat rečem mojim sodelavcem v občinski upravi, da dokler bom jaz v pisarni, bo edina stalnica bodo spremembe. Pa ne zato, da bi ustvarjali izredno stanje, sploh ne, ampak zato, ker je vedno lahko narediš korak naprej. In jaz mislim, da je občinska uprava v zadnjih 4 letih naredila veliko korakov naprej, posebej na področju strokovnosti, profesionalnega dela. Nam pa gotovo manjkajo še določeni aspekti, kjer nismo še do te mere usposobljeni ali pa do te mere ne odgovarjamo potrebam občanov, da bi bilo to lahko zadovoljivo. Predvsem tukaj vidim pravočasni odgovori, obveščanje mogoče javnosti v tem smislu na samem terenu, tukaj zagotovo še. Je pa res, da je tukaj tudi potrebno ločevati med tem, da odgovor je včasih tudi ne. Se pravi, odgovor občinske uprave, tako kot pravijo nekateri, da bo vedno ja, ne more biti, ker to bi predpostavljalo, da je naša vreča brez dna, pa ni. Nekaj dni pred uradnim začetkom volilne kampanje je svojo ponovno župansko kandidaturo tudi javno napovedala 45-letna vzgojiteljica predšolskih otrok Alenka Žavbi-Kunaver. Tokrat kot kandidatka stranke Modernega centra. Prvič je kot kandidatka LDS-a kandidirala že leta 2006 in drugič leta 2010. Tako da je bila to njena že 3. županska kandidatura. Prvič zato, ker seveda želim biti aktivna pri odločitvah na lokalni ravni, ker želim vplivati na življenje v Medvodah. Druga stvar seveda zato, ker bi rada malo drugače vodila Medvode, predvsem v smislu, da ne bi zgolj samo neke investicije, infrastrukturo vlagali, ampak tudi v tiste stvari, ki krojijo naše življenje, skratka vlaganje v ljudi. Mogoče lahko rečem, v zadnjem mandatu sem pogrešala predvsem to, oziroma me je motilo to, da je večina svetnikov pri proračunu drastično zmanjšala sredstva za društva, organizacije, upokojence. Skratka, vse te akterje, ki krojijo
tisto življenje v Medvodah. Kandidaturo je napovedala na srečanju, ki ga je svetniška skupina SMC organizirala na Slavkovem domu. Drugačne možnosti politične stranke niti nimajo, glede na to, da v občini Medvode nobena izmed njih nima svojih prostorov. Srečanje so pripravili z namenom, da potegnejo črto pod mandatom. Navedli so sicer kar nekaj uspehov iztekajočega se mandata, kot je na primer sprejet občinski prostorski načrt in umestitev območja za novo šolo v Preski. Še kar nekaj zadev pa so menili, da so ostale v povojih kot razlog za ponovno kandidaturo. Če govorimo o svetniški skupini SMC, lahko rečem, da smo bili ena bolj aktivnih svetniških skupin. Mislim, da smo kar veliko stvari predlagali. Veliko se nismo strinjali, res je, ampak smo vedno dali drugo rešitev, drugo mnenje, argumentirali, tako da mislim, da smo bili zelo konstruktivni. Mislim, smo se najbolj razhajali ravno pri tem, kar sem že omenila, delovanju raznih organizacij, oziroma da bi mogla občina bolj aktivno sodelovati pri tem, finančno pomagati. Ves čas smo spodbujali oziroma želeli več sredstev za knjižnico, knjižnično gradivo. Zmotilo me je to, da še vedno nimamo zbirnega centra za ločeno zbiranje odpadkov. Mislim, da smo to od prvega mandata opozarjali. Bilo je pa tudi marsikaj seveda pozitivnega. Jaz sem bila zdaj proti koncu mandata zelo vesela odloka o plakatiranju, kar pomeni, da se bodo Medvode nekoliko očistile, predvsem kar se jumbo plakatov tiče, in mislim, da je tudi to en lep prispevek k temu, da bo bolj urejene, lepše in bolj prijazne. Omenjeni odlok o plakatiranju in oglaševanju sicer stopi v veljavo šele s 1. januarjem, vendar je sama že sicer nasprotnica volilne kampanje s plakati vsepovsod. Občanom, potencialnim volivcem je dala možnost, da svoje pripombe, predloge in mnenja zapišejo v programsko knjigo SMC-ja. Zelo podpiram bralno kulturo in sem zelo vesela, ker je Alenka bralka. Midve se vedno pogovarjava o knjigah. Všeč mi je tudi, ker knjige kupuje. V programu pa sem videla, da podpira tudi nadgradnjo knjižnice, in ker sem sama navdušena bralka, sem ravno to zapisala. Alenko poznam dlje časa, je odlična mama, soseda, je zelo povezovalna. Tudi v bistvu se angažira za spremembe v občini na bolje, je ekološko osveščena, je to družina športnikov, tako da je v bistvu veliko enih stvari, katere tudi jaz osebno podpiram in način življenja, ki ga pač hočem živeti. Stalnica je, da ima Slovenska demokratska stranka na lokalnih volitvah svojega kandidata. Prvič pa se je zgodilo, da je za svojega kandidata drugič zapored kandidirala 49-letnega inženirja gozdarstva in lovstva Leona Marjasca, ki je v iztekajočem se mandatu kot novinec sedel v občinskem svetu. Razlog zakaj je pojasnil tik po oddaji kandidature. Ponovna kandidatura je, mislim, da je samoumevna. V preteklem mandatu se je začela zgodba, sedaj jo nadaljujemo. Mislim, da smo korektno sodelovali in to delo hočemo opraviti, dokončati, delati naprej za občanke in občane. To pomeni, kot občinski svetnik ste se sedaj kalili za župana. Tako nekako lahko rečemo. Ja. Kot županski kandidat je potencialne volivce nagovarjal predvsem na Medvoški tržnici s skupnim programom liste kandidatov za občinski svet in kot projekt številka 1 prve volilne enote označil. Gasilski dom, sam sem gasilec, prostovoljen gasilec Zgornje Perniče. Projekti so delno narejeni, treba ga je samo še speljati do konca. Svoje županske kandidature ni gradil na kritiki aktualnega župana in kritiki delovanja občinske uprave, saj je podal oceno, da je slednja operativno in kvalitetno obvladovala zadeve in je vredna zaupanja. Obljubil pa je dostopnost, odprtost in pripravljenost na sklepanje kompromisov. Kot pravijo v SDS, se volilna kampanja zanje nikoli ne začne mesec ali dva pred volitvami. V naši stranki, Slovenski demokratski stranki, smo kampanjo načrtovali že pretekla 4 leta. Seveda se zadeve so žive in se dogajajo cel mandat. Potem je treba pač zadeve izboljšati, popraviti, se povezati in na nek način iz teh izhodišč potem zastaviti kampanjo, ki je po moji oceni potekala zelo korektno in mi smo izpolnili pač svoje cilje.
zdaj pa čakamo na rezultat. Po moji oceni je Leon odigral pač to svojo vlogo, povezovalno, izpostavil je določene težave, ki se morajo urediti v naslednjem mandatu. Sicer pa nasplošno bi rekel, da smo bili korektno predstavljeni, prostora je bilo dovolj, lahko smo predstavljali svoja stališča in pa želje za naprej. Poleg Nejca Smoleta se je na volitve kot nestrankarski in neodvisni kandidat podal tudi 31-letni magister ekonomskih in poslovnih ved Tomaž Kuralt iz Goričan. Predlagatelj njegove kandidature je bil Stanislav Žagar s skupino volivcev. Slednji je menil, da bi morali volivci spregledati, da Kuralt nima proti kandidata. Jaz sem prepričan, če ga bodo ženske izbirale, bodo njega volile, to sem siguren, Tanja. To ni kaj. Zgleda, kad David Urankar ali pa Kaul iz turške nadaljevanke, čeprav jaz ne gledam. Tako da ženske volijo tudi z očmi, to je dejstvo. In zato bi rad videl, da se ne bomo zanašali samo na plakate in da ne bi mediji in lokalni mediji favorizirali samo določenih oseb. Kuralt je svojo kandidaturo napovedal na tiskovni konferenci na prostem prvi dan uradne volilne kampanje 19. oktobra. Kandidiram zato, ker mislim, da sem prišel do ene faze, kjer lahko s svojim znanjem in izkušnjami pomagam naši občini. Ker energije imam dovolj in mislim, da si naša občina zasluži drugačno županovanje, drugačnega župana, drugačno vodenje občinske uprave, drugačno delo za občani. Ali kot je dejal za našo televizijo, ker bom boljši kot aktualni župan. Med drugim je bil 2 leti namreč zaposlen tudi v medvoški občinski upravi kot občinski redar. Leto dni je delal pod županovanjem Stanislava Žagarja, leto dni pa pod županovanjem Nejca Smoleta. Žagarju je manjkalo ambicioznosti v zadnjem mandatu, manjkalo mu je vizije v zadnjem mandatu, aktualnemu županu pa manjka enostavno tega povezovanja in sprejemanja kritike, sprejemanja drugega mnenja, poslušanja občanov, ki se z njim ne strinjajo. Identificiral je 8 ključnih točk, zakaj kandidira. Navedel je neodzivno občinsko upravo in nedostopno vodstvo, ignoriranje pobud in predlogov občanov, omejevanja dela krajevnih in vaških skupnosti, negospodarno ravnanje z občinskim premoženjem, javne razpise, ki po njegovem z nerazumnimi in prirejenimi pogoji izločajo lokalna podjetja in posameznike. Izpostavil je poljubno in prenizko financiranje lokalnih društev, predvsem športnih. Podal pa je celo očitek, da se financira le društva, ki so naklonjena občinske oblasti. Občinsko oblast pa je obdolžil tudi kadrovanja brez strokovnih kompetenc. Jaz nimam brezposelnih prijateljev, da jih bom s sabo vzel pa zaposlil na občini Medvode. No, lahko je kritika, lahko je pa ocena realnega stanja, po mojem mnenju. Tako da to ni samo moje mnenje, to je mnenje volivk in volivcev. In ta skupina volivk in volivcev bo predlagala mene za župana, ker verjamemo, da se da boljše narediti. Njegovo kandidaturo sta poleg nestrankarske liste za razvoj občine Medvode na novinarski konferenci podprli tudi 2 stranki, Slovenska ljudska stranka in Socialni demokrati. Ljudska stranka je seveda odločno na strani Tomaža. Verjetno vam je prebral tale letak, kjer je napisal, zakaj kandidira, in mi absolutno podpiramo njegove razloge za kandidaturo. Pri njem sem nekako mogoče pogrešal tisto energijo, tisto vibracijo, ki je zmagovalna, ki govori o tem, da želi nekaj dobrega, da želi zmagati, da želi s tem, ko pride njegove platne in škarje v njegove roke, da bo lahko nekaj delal. Zadnje dni sem res optimist in Tomaž, bravo, to je ta prava pot, tako naprej. Dobro si napisal na letak. Prepričal je mene osebno, tudi kolege v Medvodah, da ima to energijo, svežino, ambicijo unesti, pobrati mogoče tisto najboljše, kar sta naredila 2 zdajšnja, prejšnja župana, in še to dodelati s tem, da čim bolj aktivno vključiti ljudi, prebivalce občine v življenje. Zdaj vse točke, ki jih Tomaž predstavlja in jih misli še nadgrajevati v pogovoru z ljudmi, lahko enostavno podpišemo. Kuralt je sicer javno preko socialnih omrežij pojasnjeval, da ni član Socialnih demokratov oziroma nobene od političnih strank, da pa je simpatizer vseh. Dober teden
kasneje na srečanju pod Černetovim kozolcem mu je podporo dala tudi stranka Zeleni Slovenije in z ostalimi podpisala dogovor o skupni podpori. Žal se je dogovor o skupni podpori navzven predvsem na predvolilnih srečanjih teh strank, pa tudi na soočenju list kandidatov za občinski svet na naši televiziji izkazoval le v negativni predvolilni kampanji. Namesto skupnih projektov, ki naj bi jih ob Kuraltovem županovanju realizirali, smo poslušali predvsem le kritike na račun iztekajočega se mandata, katerega soavtorji so bili nekateri. V naslednjih minutah smo nanizali nekaj takih kritik in iz soočenja izbrali tudi nekaj pojasnil. Res pa je, da je župansko soočenje minilo v strpnem dialogu. Tamle na plakatu piše ne besede, ampak dejanja. Jaz rečem ne besede, ampak laži. Same laži poslušamo cel mandat, same mahinacije, tako da sem bil vprašan in mu to tudi napisal, kaj je bilo v tem mandatu narejenega. Seveda, potrošen je bil občinski proračun. Toliko in toliko tisoč evrov je treba poasfaltirati, narediti in oddaleč moram reči, da tudi kakšna stvar lepo zgleda in če sem pošten, ker sem ljudski človek, tudi kakšna stvar je tudi dobro narejena. Ni vse slabo, vendar daleč od tega, da bi bilo optimalno. Glede na to, da sem jaz predsednik športne zveze in da če se ozrem samo na šport, nisem zadovoljen. Nisem zadovoljen s tem, zato ker je občina kot taka oziroma takrat župan nam vzel določeno vsoto denarja za razpise. Z obljubo, da bo to nazaj postavil na isto nivo po 2 letih, tega ni bilo. To je ena stvar, druga stvar so po cele 4 leta bile same obljube glede izgradnje športnega parka in skratka, je bilo več obljub kot dejanj. Podobno je tudi županski kandidat Tomaž Kuralt na svojih predvolilnih shodih večino časa porabil za pogled nazaj v iztekajoči se mandat in nizal podatke spletnih portalov. Med drugim je citiral tudi članek iz začetka leta 2017, ko je časopis Moje finance občino Medvode uvrstil na 41. mesto glede kvalitete življenja. To je lahko je v redu, lahko ni, ne? Sam teh podatkov od občine Medvode ne boste nikoli slišali. Prav tako z spletnega portala je Kuralt črpal tudi podatke o zadolženosti občine. Dolg naše občine se je sicer zmanjšal malo, skupni dolg. Kaj so pa naredili s tem, da so iz občinskega dolga prešaltali na dolg zavodov pa javnih podjetij, to pa ne vem, kakšne mahinacije se grejo. Da tudi meni začeli okosnaki padati iz omare takoj, kam izvoljena. Gasilci so mi že napovedali, če ne bo gasilnega doma, bomo prišli na občino. Sem rekel, men boste prišli, če mi izvoljen. So rekli, ja, sem rekel, se nisem jaz skriv za zadnjih 20 let. Prva tovrstna pojasnila smo, ker smo se držali uredniške politike, da o predvolilnih shodih samo poročamo, ne zastavljamo pa dodatnih vprašanj in niti ne komentiramo povedanega, dobili šele na soočenju. Torej jaz mojega predhodnika pravzaprav nikoli nisem videl. Zadnjič sva se uradno srečala, mislim, da tukaj v tem studiu na soočenju pred 4 leti. Tako da v medvoškem žargonu pahneno vodo in se učil plavati. Zadeve so bile na začetku kar zahtevne, potrebno je vedeti, da je bilo stanje kredita konec leta 2014 v naši občini 4,5 milijona. Na današnji dan je to 3,2 milijonov, kar pomeni, da nam je v vmesnem času v 4 letih uspelo znižati za 30% kredit. Ko sem jaz prišel, je občina že zaprosila za soglasje do konca leta 2014 za zadolžitev v višini 800.000 evrov. Ko sem stopil v pisarno, je na mizi bil papir, da mora občina vrniti 420.000 evrov komunalnega prispevka za neizvedeno gradnjo v Preski. Odprta je bila tožba Gorki, ki smo jo potem na srečo oziroma z veliko pomočjo občinskega sveta tudi zaključili. Potrebno je bilo vzeti oziroma zagotoviti sredstva za sofinanciranje izgradnje regijskega centra za zbiranje odpadkov v višini 1 milijon evrov. Skratka, zdaj sem se osredotočil samo na tistih prvih šok, prvih 6 mesecev, potem pa je bilo treba splavati. Se morebitnemu novemu županu obeta kakšen okostnjak iz omare? Ne, hujših okostnjakov ne bo dobil, recimo so meni vsi zleteli ven iz omar, tako da smo jih kar uspešno posanirali. Imamo odprtih, mislim, da 4-5 pred upravnim sodiščem sporov okrog komunalnega prispevka, ampak to je pri odločbah, ki grejo ven nekaj normalnega.
pa mislim, da nekaj takih manjših, neke sodne določitve meje in tako podobno. Nič pa več takega, kar bi zahtevalo za občino večja finančna sredstva. V obdobju volilne kampanje se je v enem izmed medijev pojavil članek, ki povezuje aktualnega župana Nejca Smoleta tudi z Mitjem Klavoro, čež da je sokriv korupcije ob podelitvi koncesije Gorenjski gradbeni družbi za redno vzdrževanje cest in zimske službe. Prav tako pa so se pojavljale govorice, da bo v primeru izvolitve za župana Tomaž Kuralt za svojega svetovalca zaposlil Stanislava Žagarja. Kar se tiče stricev, je situacija zelo jasna. Jaz imam 2 strica, eden je Milan, pa to ni Kučan, ampak Smole, ta drugi je pa Marjan, pa to ni Šarec, ampak Zupančič in oba dva imam neizmerno rad. Aktualni župan vam je lepo odgovoril glede stricev, tudi jaz imam kar nekaj stricev. On prvič ni stric iz ozadja, prvič ni moj stric, drugič ni iz ozadja, glede na to, da me predlaga in je javno napisan na tem listu. Torej ni iz ozadja. Drugič, kdor ima kaj povedati čez tega gospoda, ki je bil tokrat izvoljen za župana občine Medvode, enostavno zanemarja voljo volivcev, ki so jo izražali toliko let. Dobro, ne, jaz sem samo vprašala, ali se že ve, kdo bo zasedel mesto svetovalca, to se govori, ja ali ne? Nobena stvar se ne ve. Moja ocena je, da me plani gospoda Smoleta ne zanimajo. Kaj on planira, je pač njegova vizija, ne moja. Jaz vem, da bi proračun sestavil na drugačen način. Proračun in načrti razvojnih programov vsekakor niso plani Smoleta. Tukaj v proračunu o NRP-jih očitno veste zelo malo, ker to je najvišji akt, ki ga sprejme občinski svet in ki nekako zameji delovanje občine v prihodnjih 3 letih. Obrazložitve so take, da ne veš včasih, kaj pravzaprav potrjuješ. Daješ denar javnemu zavodu, ampak ni čisto jasno, zakaj. No? To je bila tista stvar, ki sem jo najbolj opozarjala, se še več teh projektov, da nismo vedeli, kaj pravzaprav potrjujemo, zato sem tudi, veste, tudi kdaj glasovala proti proračunu. Ja. To je tako, no, z občinskimi sredstvi. Kakšna zadeva se tudi vsem, če se ne bi investira, recimo v kavarno Sotočje, kakšen LCD televizor, kakšna vrata steklena. Gospod Kuralt, če mi v realizaciji 4 let, pa mislim, da imamo tam 12-13 milijonov evrov realizacije našega proračuna, znate očitati samo nakup LCD televizorja v sejni sobi in pa nihajna vrata v pritličju, potem si bom štel, da je bil to izredno uspešen mandat. Kavarna Sotočje ni bila investicija občine Medvode, pač pa bila investicija javnega zavoda, ki ga je ustanovila občina. Seveda, ampak tam imamo direktorje in vse ostale. Jaz sem tudi večkrat tudi pri županu in še kje druge, v kakšni drugi sobi, pri strokovnih sodelavcih. Ampak verjetno ne pričakujete, da bo vsak od nas prišel gor, si vzel vsakič za vsako točko, ne vem, več ur in listov po dokumentih. Jaz mislim, da mora biti proračun tako pripravljen, obrazložitve proračuna, da bo stvar jasna, da bomo vedeli, kaj odločamo. Ne, da bo vsak posebej gor hodil, pa še ne vem, kaj vse se pozanimal. Jaz nisem hodila na neka usklajevanja, ker tudi nisem bila vabljena, ampak pričakujem pa gradivo tako, da bo res jasno, kaj potrjujemo in o čem odločamo. Izgubile niso prav nič svoje avtonomije, zato ker zakon še vedno ostaja tak, kot je. Je pa res, da na določenih delih nam je zakonodaja naložila, da moramo stvari urediti drugače. Recimo, če vzamemo pokopališko in pogrebno dejavnost, tam zelo težko rečemo, da je medvoški župan pisal zakon za celo državo, kjer je bilo pač jasno navedeno, da more občina ali z podelitvijo koncesije ali pa svojo službo urediti pokopališča, oziroma urejati pokopališča. Mi smo na srečo organizirali režijski obrat pred letom in pol oziroma 2 leti skoraj da že in je potem režijski obrat prevzel to od krajevnih skupnosti. Kar zadeva pa tisti del, ki mogoče pa res najbolj bil, to pa je redno vzdrževanje cest. Tam je bilo pa, se pravi, zakon o javnem naročanju jasno povedal, da v primeru, da občina skupaj z neposrednimi proračunskimi porabniki preseže mejo, ki zahteva javno naročilo, potem smo vsi zavezani k temu. In nažalost gre tukaj samo za sledenje državni zakonodaji. Odlok sem prebral. Piše, pravni posli, ki sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana občine Medvode, so nični. Kje je tukaj samostojnost? V 4. členu pa piše, krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v tem okviru, v tem odloku dodeljenih nalog, ki jih opravlja samostojno. To je isto, kot bi leta 91 Milošević rekel, lahko se osamosvojite, ampak vsi pravni posli bom jaz potrdil. Slednji je priznal tudi, da je kazensko ovadil aktualnega župana Nejca Smoleta.
Dejstvo je sicer, da se programi županskih kandidatov niso bistveno razlikovali. Poleg zaključka začetih projektov, ki vključujejo tudi že načrtovane cestne povezave, so vsi obetali tudi reševanje prostorskih stisk v osnovnih šolah in gasilskih domovih, fazno izgradnjo športnega parka, nove kolesarske steze in rekreacijske poti ter reševanje prometnih zagat, več sredstev za delovanje in programe vseh društev, boljše pogoje za obrtnike in kmetovalce in za razvoj turizma, pripravo novih projektov za črpanje evropskih sredstev in uvedbo participatornega proračuna. Vsak izmed kandidatov pa je vendarle imel zapisano kakšno posebnost. Županski kandidat Leon Marjasec je edini v program zapisal tudi uvedbo koncesij v zdravstvu. Županski kandidat Tomaž Kuralt je navedel potrebo po boljši storitveni in trgovski ponudbi in izpostavil potrebo po drogeriji. Županska kandidatka Alenka Žavbi-Kunaver pa je nanizala kar nekaj manjših projektov vlaganj v ljudi, med drugim za starejše tudi brezplačne tečaje za rokovanje s pametnimi telefoni. Najbolj ohlapen oziroma najmanj konkreten pa je bil prav program aktualnega župana Nejca Smoleta. Zato smo na soočenju izpostavili predvsem tisto, kar v njem ni bilo zapisano. Eno takih vprašanj je bilo, kaj lahko v naslednjem mandatu pričakujejo tisti krajani, ki niso vključeni v največji okoljski projekt. V projekti izgradnje fekalne kanalizacije ter sočasne izgradnje manjkajoče meteorne kanalizacije, obnovo vodovoda, izgradnjo plinovoda in potem še obnovo cestišč po končanem projektu. Najprej je treba zaključiti ta projekt in ta projekt je zdaj, trenutno imamo 16 gradbišč odprtih. Jaz moram z tega mesta reči, da si ljudje, kjer gradimo, ne znajo predstavljati, kako zelo smo jim hvaležni za ves potrpljenje, ki ga imajo. Ta projekt bo treba zaključiti v roku leta in pol. Potem pa ostajajo še krajevna skupnost Senica, krajevna skupnost Smlednik in celotna krajevna skupnost oziroma polovica krajevne skupnosti Zbilje, kjer pa bo potrebno zaradi aglomeracij, ki so večji kot 600 populacijskih enot, izgraditi javno kanalizacijo. Tam je neka ocena našega javnega podjetja Voke okrog 10 do 12 milijonov evrov. Zagotovo tega občina sama ne bo zmogla. Tako da tukaj smo obrali dvojno pot zdaj. Ena je ta, da na ministrstvih intenzivno preko Ljubljanske urbane regije lobiramo za to, da se spremenijo pogoji in se aglomeracije lahko združijo. To pomeni, da sem bolj plastičen, da mi lahko recimo aglomeracijo Smlednik in Valborga združimo skupaj in pridemo nekako skupaj do 2000 populacijskih enot, kjer pa smo potem upravičeni do evropskih sredstev. Ampak to ne bo v tem mandatu ali pač... Bo moralo biti, gledajte, država že, ker za temo Pohograjcev, ker ste pa vprašali, torej tisti del, kjer pa ni planirana izgradnja javne kanalizacije, tam pa recimo država zdaj že 2 leti spreminja uredbo o aglomeracijah, kjer čakamo, da bomo lahko potem tudi z razpisi in subvencionirali male komunalne čistilne naprave v naseljih, kot so recimo Žlebe, Golo Brdo, kjer trenutno prebivalci niso upravičeni do teh subvencij. V Smoletovem programu ni bila zapisana niti potreba po novi konkurenčni lekarni, kar so imeli zapisano ostali 3 protikandidati in kar so izpostavljale skoraj da vse liste kandidatov za občinski svet. Na soočenju se je izkazalo, da so vsi za. Samo način, kako priti do nje, je različen. Jaz ocenjujem, da bi javni zavod Zdravstveni dom Medvode sredstvi, ki jih ima, in pa z kar precejšno sicer pomočjo občine, to lahko zgradil sam. Potem pa lekarno oddal. To pa pomeni, da bi zdravstveni dom dobil letno ogromno številko, ki bi jo potem lahko investiral naprej v nakup nove opreme. In v svojem programu Smole ni zapisal niti potrebe po uvedbi 24-urne dežurne službe z reševalnim vozilom v zdravstvenemu domu Medvode, kot sta to zapisala tako Kuralt kot Žavbi-Kunaverjeva. Tu pa so se mnenja razhajala. Z 2 zdravnicama sem se pogovarjal, sta mi dejali, da se to ne splača. Zdaj pa prijemo do vprašanja, pred katerim se znajde vsak župan. Ali bom v nekaj investiral, kar se splača ali ne splača, ali bom investiral v to, kar si ljudje želijo, pa kar dejansko potrebujejo. Dosež, da bo urgentni center med Škofjo Loko, Kranjem in Ljubljano po odgovoru, ki ga je gospod Kuralt včeraj na soočenju dal, da je to pač naloga župana, da zagotovi sredstva. Lejte, to pove sam, da imamo čist različne poglede. Urgentno službo jaz ne morem obljubiti. Jaz bi jo z veseljem imel. Spomnili se boste, da sva s kolegom Acom Šuštarjem iz Vodic v času, ko je to potekalo na državni ravni, skupaj podpisala predlog, da se v Medvodah zagotovi vsaj reševalno vozilo, ki bo pokrivalo teh 25 000 prebivalcev, ki jih imamo skupaj. Ampak to ni NMP, to je samo zdravstveni dom z reševalnim vozilom. Tukaj res štejejo sekunde.
Jasno je, kot je prej rekel, nič se ne izplača v zdravstvu, ko govorimo o financah. Ko pa govorimo o pomoči v življenju, o zdravju ljudi, se pa vse splača. In ravno reševalno vozilo je tisto, ki bi lahko res dosti več doprineslo kot marsikaj drugega. Tako da v tem pogledu mislim, da bi mogli najti rešitev in nameniti tudi nekaj sredstev za to. Bi bili pripravljeni dodatna sredstva nekako predlagati občinskemu svetu, če bi bili županja? Ja, absolutno. Dobro. Ko govorimo o urgentni službi, nihče od tistih, ki to predlagajo, ne zna priti ven s številkami. Nažalost je to, da na koncu številke štejejo. In kakšni so bili odgovori na vprašanje, ali je čas za nov občinski prostorski načrt, v katerem bo občina oziroma občinski svet morda bolj kot ob letos sprejetemu zagovarjal tudi pobude občanov, običajno povezane z željo po stanovanjski gradnji. Glede OPN-ja je zadeva tudi jasna. Po 12 letih mislim, da je bil sprejet, ne? Ja. Ampak zdaj se spet pogovarjamo o OPN-ju. Se pravi, pobude občanov niso bile upoštevane, očitno, ne vem. Pa v 12 letih so nove prišle. Ampak, da je toliko pobud, kakor je meni na uho prišlo, se mi zdi, da se očitno ni poslušalo ljudi. Neprofitna stanovanja so te. Neprofitna stanovanja, pa vsekakor. Vsekakor jih je treba. Za gradnjo ali za nakupom starih? Noben od teh sistemov. Kaj se bolj splača? Dobro. Je pa treba ekonomsko gledati. In reči, da občinski prostorski načrt ni bil uspešen, ker se ni prisluhnilo ljudem, je demagogija prve vrste. Ravno ta občina je dolga leta vlekla sila čudaško prakso na področju zemljišč in včasih se je ljudem obljubljalo kakšne zadeve. Spomnite se, ko smo lansko leto reševali OPPN Medno, kjer so lastniki na enem izmed odborov rekli, nam je bilo obljubljeno, da bo to možno. Skratka, pri občinskem prostorskem načrtu je treba biti zelo pazljiv. Treba je vedeti, da država uvaja nove in nove elemente varovanja kmetijskih zemljišč. Zdaj bo potrebno, mislim, da v roku pol leta bomo mogli razglasiti trajno varovana kmetijska zemljišča. Občina Medvode ima skoraj 3/4 svojega prostora v tako ali drugače varovanem pasu. Natura 2000, se pravi Polhograjci, poplavno območje, prvovrstna kmetijska zemljišča in tako naprej in tako naprej. Skratka, omejevalnih faktorjev pri nas je zelo veliko. In če me vprašate po stališču okrog občinskega prostorskega načrta, da, včeraj ste tudi že sama med vodenjem rekla, obstaja nov institut prostorske preveritve. Tam se bo dalo reševati posamične primere za domačine. To je zelo dobrodošel institut. Večje gradnje stanovanjske v Medvodah moramo najprej izvesti osnovno komunalno infrastrukturo, preden bomo šli v nove širitve. 16.300 nas je, komunalna infrastruktura, pa kot je prej kolegica že rekla, mimo naše hiše gre vodovod mislim, da iz 50 let, pa najbrž nismo najslabše komunalno opremljeni, čeprav zelo blizu. Kar se OPN-ja tiče in več možnosti za gradnje, mislim, da jih že sedaj je kar nekaj. Vemo, da se je v Medvodah precej povečala stanovanjska kapaciteta, skratka tudi število prebivalcev kar drastično raste, tako da ne moramo govoriti o tem, da teh možnosti ni. Tudi predvideno v novem OPN-ju je še dosti manevrskega prostora za nova stanovanja. So pa tudi državni ukrepi skozi, kako bi rekla, skozi močnejši, kar se tiče taks, doplačil za prazna stanovanja. Tako da mislim, da se bo tudi na tem področju marsikaj spremenilo, ker se ljudem enostavno ne bo splačalo imeti praznih stanovanj. Se pridružujem obema kolegoma. Po eni strani treba počakati na možnost, ki se bo nam ponujala, po drugi strani je treba zagotoviti stanovanja, ki so potrebna, ampak moramo tudi tukaj v občini Medvode pozidati najprej zazidljive zemljišča. Podelili so v tem novem OPN-ju je tudi eno največje naselje na Vikrčah bo nastalo in mislim, da teh kapacitet bo še
Dobro. In županske kandidate smo soočili še z enim vprašanjem. Glede na to, da je poleg športne in turistične strategije tudi mladinska ostala še pred vrati sejne sobe občinskega sveta. Kakšen pravilnik bi zagovarjali? Ali pravilnik o nagrajevanju študentov, ali pravilnik o štipendiranju študentov, ali bi podprli sofinanciranje obrtnikov in podjetnikov, da bi se ti odločali za kadrovske štipendije? Jaz bi dal štipendije vsem, ki grejo v tujino, vsem našim študentom, ki grejo v tujino, kajti izobrazba v tujini ti razširi obzorje. In v tujini izveš, da marsikakšen problem, ki se v Medvodah zdi zelo težak, v tujini ni težak. Tako da študente je treba v vsakem primeru spodbujati, ne? Ampak, a veste, kako je s temi štipendijami? Jaz si želim, da študenti tudi fakulteto zaključijo. In zaključek fakultete je z diplomo. In take študente potrebujemo. Tukaj dejansko nam vsako leto ogromno zmanjka, ogromno je slabe volje. Zato je moj predlog bil že, mislim, da lansko leto, da gremo v sistem štipendiranja skupaj z medvoškimi podjetniki. To se mi zdi veliko bolj usmerjeno, veliko bolj ciljno. To je sistem, ki ga prakticira kar nekaj občin. Gre za dve čisto drugačni zadevi. Štipendiranje, ne vem, lahko nekomu pomagaš, ki si študija ne more privoščiti, ali pa nekim zelo nadarjenim. Res je, da na državni ravni že obstajajo te možnosti, tako republiške kot Zoisove štipendije, pa vendarle marsikdo ne paše zraven in mogoče bi se najdel kdo tudi, ki bi rabil občinsko štipendijo. Na drugi strani je nagrajevanje, kjer v bistvu nagradimo tiste, ki se trudijo, ki končajo nekaj, ampak seveda moramo ta potencial intelektualni potem tudi nekako tako izkoristiti, da bojo te študentje ali pač najboljši, ki so nagrajeni, sodelovali z občino, prispevali svoje ideje, se vključevali nekam. Tako da ta sistem nagrajevanja mi je všeč, morda ga je treba seveda prevetriti, ampak takrat je bilo, ko sem bila še zraven, ko smo o tem odločali, štipendije ali nagrade, je bila odločitev ravno zato, ker država že ponuja možnosti za štipendiranje. Mi smo se pa glih zaradi tega intelektualnega potencijala nekako odločali, da nagradimo najboljše v občini. Sem tudi za štipendije s pomočjo podjetnikov. Lih na ta način bi potem študente zadržalo v občini in s tem bi tudi študentje vračali nazaj preko svojega dela občini nazaj, kar je občina tudi ponudila šolanju pri sami štipendiji. Preden pa pospremimo županske kandidate na volišče, poglejmo preteklost. V vsej novodobni zgodovini občine Medvode doslej nismo imeli drugega kroga županskih volitev, saj je izbrani kandidat vedno vsaj polovico glasov prejel že v prvem krogu. Na prvih 5 volitvah Stanislav Žagar, na zadnjih leta 2014 pa aktualni župan Nejc Smole. Na vseh 6 lokalnih volitvah doslej se je za župansko mesto potegovalo 20 kandidatov in 3 kandidatke. Na prvih lokalnih volitvah leta 1994 so se za naš glas potegovali 4 županski kandidati. Skoraj 60% vseh glasov pa je prejel Stanislav Žagar. Najbližje mu je bil Jože Duhovnik, predstavnik slovenskih krščanskih demokratov, s 17%. Na drugih lokalnih volitvah leta 1998 je bilo 6 županskih kandidatov. Žagarju pa je uspelo prepričati kar 65% volivcev. Najtasneje za njimi je bil 24% Mitja Ljubelšek, ki sta ga podprli 2 stranki, SDS in SKD in še skupina volivcev. Kot zanimivost za županski stolček sta se takrat precej neuspešno sicer potegovala tudi Roman Lavtar in Igor Lukšič. Na 3 lokalnih volitvah v novodobni občini Medvode leta 2002 se je v župansko kandidaturo ponovno podalo 6 kandidatov. Največ glasov pa je ponovno pripadlo Žagarju, pa vendarle manj kot 56%. Vpliv različnih afer. Najbližje z dobrimi 16% mu je bil Janez Brle s podporo SDS in NSI.
In zanimivost, na teh volitvah je nastopila tudi Stanka Žalik, ki je kljub temu, da v predvolilni kampanji sploh ni nastopila, zbrala skoraj 5% volilnih glasov. Leta 2006 na 4. lokalnih volitvah se je za naš glas potegovalo 5 županskih kandidatov, med njimi tudi letošnja kandidatka Alenka Žavbi-Kunaver. Kljub novim aferam pa je Žagarju ponovno uspelo prepričati 61% volivcev. Ponovno mu je bil najbližji kandidat SDS-a, tokrat Alojz Jožef Dovič s 13%. Leta 2010 na 5 lokalnih volitvah je glasovalo le še slabih 47% volilnih upravičencev. Le 52% njih pa je za župana izvolilo Stanislava Žagarja. Najbližje mu je bil Saša Cigler z 18,5%. Za naš glas se je sicer potegovalo 5 kandidatov in tokrat kar 2 ženski, poleg Alenke Žavbi-Kunaver še Jelena Aleksić kot kandidatka stranke Zares. 6. lokalne volitve leta 2014 pa so bile, kot rečeno, prelomne, saj je 56,5% volivcev podprlo nestrankarskega kandidata Nejca Smoleta. Stanislav Žagar pa je prepričal dobrih 34,5% tistih, ki so na volitve prišli. Tokrat se je volitev ponovno udeležilo le 49% vseh volilnih upravičencev. V nedeljo 18. novembra smo na volišče nameravali pospremiti vse 4 županske kandidate, vendar nas je nestrankarski in neodvisni kandidat Tomaž Kuralt obvestil, da je volil predčasno. Že ob 8. uri smo na volišče v gasilskem domu v Zbiljah pospremili župansko kandidatko Alenko Žavbi-Kunaver. Na volišče je prišla v spremstvu samih športnikov, moža Andreja in 3 hčera, Saše, Anje in Nine. Ja, sem se marsičesa naučila v tej kampanji. Bila je zelo intenzivna in hkrati zelo simpatična. Moram reči, ravno včeraj sem razmišljala, ni mi žal niti za en trenutek, zato ker je bilo toliko enih pozitivnih misli, izognila sem se vsem negativnim komentarjem in tako. Res, bile so samo pozitivne misli, spodbude, želje, dobro, tudi kakšna kritika na račun občine, ampak kar se mene tiče, je bilo res zelo lepo in simpatično, zelo veliko smo bili v kontaktu z ljudmi, zelo veliko smo naredili to kampanjo, mislim, da je bila najbolj intenzivna in res mi ni žal. Ob 9. uri smo na volišče v gasilskem domu v Spodnjih Pirničah pospremili županskega kandidata Leona Marjasca. Na volišče je prišel v spremstvu žene Aleksandre, ki je bila v prejšnjem mandatu članica nadzornega odbora občine Medvode. Predvolilna kampanja je bila, da lahko rečem, lepa, korektna. Ob tem bi se tudi zahvalil vsem svojim sodelavcem, ki so mi pomagali to kampanjo pelati, tako da najlepša hvala vsem, ki ste mi pomagali. In korektno, moram poudariti, korektno odpeljali to volilno kampanjo. Kako pa bi mogoče komentirali vendarle tisto, kar se je v teh dneh dogajalo, vendarle letaki, čudne obtožbe? Te letaki, ja. Z tega mesta se jaz distanciram kot predsednik SDS občinskega odbora Medvode. Mi nismo imeli pri tem nič in za temu tudi stojimo in to je nekorektno do kogarkoli izmed kandidatov, tako da. Malo po 10. uri pa smo na volišče pospremili tudi nestrankarskega kandidata za župana Nejca Smoleta, ki je torej ponovil svojo kandidaturo izpred 4 let. Kako bi ocenili letošnjo predvolilno kampanjo? Se pravi, prvih 14 dni zelo korektna, tudi konkretna okrog programov in tega. Zadnjih 10 dni pa je krivulja kulture strmo padala, tako da najnižjo točko je dosegla pravzaprav na zadnji dan oziroma že na dan volilnega molka, ampak kot rečeno, jaz verjamem, da je to bumerang efekt in da se slabe misli vrnejo k tistemu, ki jih pošilja. Vendarle bi kakšna kazenska ovadba v tem primeru bila na mestu? Najbrž ja, ampak jaz še zmerom pravim, da s tem tisti, ki to pošilja, več pokaže, kot tisti, kjer ga leti. Dan predtem so namreč Medvode preplavili letaki, ki so županskega kandidata in hkrati še aktualnega župana Nejca Smoleta obtoževali korupcije v primeru podeljevanja koncesij, torej podobno kot že prej omenjeni prispevek.
Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve je v času volilnega molka sicer prejela 2 obvestili o domnevnih kršitvah volilnega molka, ki sta se nanašali na občino Medvode. Prva se je nanašala na deljenje volilne propagande v soboto. V tem primeru se v prekrškovnem postopku še zbirajo dokazi. Druga prijava pa se je nanašala na pozivanje prek sporočilnega sistema družabnega omrežja, koga naj voli prejemnik. V tem primeru pa ni bilo možno ugotoviti kršitelja, zato ni bila izdana prekrškovna odločba. Malo pred 19. uro, ko so se zaprla volišča, smo se s kamero preselili v štab 2 županskih kandidatov, Nejca Smoleta in Leona Marjatca. Po naključju je bil štab obeh v gostilni Bencak. Kandidatom za občinski svet iz vrst liste Nejca Smoleta in Slovenske demokratske stranke so se pridružili še kandidati iz vrst Desusa. Izjave so bile posnete, še preden so bili znani neuradni rezultati o tem, kateremu županskemu kandidatu so volivci namenili največ glasov. Jaz mislim, da že samo to, da sem predlagal Nejca Smoleta za župana, pove vse. Zaupam v 100%, vemo, da je priden, vem, da dela 200% in vem, da se bo težko kdo kdaj v Medvodah najdel, ki bo pripravljen toliko svojega časa, svoje energije žrtvovati za kompletno občino, ne samo za Medvode, za občino Medvode, za vse vasi, kar jih je, in mislim, da rezultati tudi v tem mandatu ne bodo izostali, glede na vse projekte, ki so pripravljeni in ki se še pripravljajo. Kmalu po 20. uri pa je bilo jasno, kdo so zmagovalci letošnjih lokalnih volitev. Zabeležili smo vsaj 2 rekorda. Rekordna je bila namreč podpora dosedanjemu županu Nejcu Smoletu pri njegovi ponovni kandidaturi in rekorden je bil uspeh njegove liste kandidatov za občinski svet, liste Nejca Smoleta. Nestrankarskemu kandidatu Nejcu Smoletu je uspelo pridobiti več kot 76% glasov vseh, ki so prišli na volitve, kar je več kot 10 odstotnih točk več glasov, kot jih je kadarkoli uspelo pridobiti njegovemu predhodniku Stanislavu Žagarju. Tudi v slovenskem merilu je to odličen rezultat. Največjo podporo so Smoletu namenili na volišču v Hrašah, kjer mu je več kot 94% volivcev dalo svoj glas. Na več kot polovici volišč je bila ta podpora 80 in več odstotna, najmanjša podpora pa vendarle več kot 62 odstotna, pa je bila na enem izmed 2 volišč v občinski stavbi. Najprej mi dovolite iskren in globok hvala za ta rezultat, ki se trenutno izkazuje, torej za teh 76% volilne podpore, kar je gotovo nad vsemi pričakovanji, nad najbolj drznimi sanjami, ki sem si jih lahko sanjal o današnjih volitvah. Kot ste rekli, jaz to ocenjujem kot znak, da so naši občani prepoznali pot oziroma delo, ki smo ga opravljali 4 leta. Sem jim iskreno hvaležen, da je očitno njihova vizija in moja vizija oziroma vizija moje ekipe v precejšnji meri podobna. In verjamem, da bomo v naslednjih 4 letih lahko skupaj speljali kar marsikakšen dober projekt. Kot je dejal, si želi aktivni občinski svet, občinske svetnike, ki bodo aktivni tudi v svojih mikrolokalnih skupnostih. Ki bodo pomagali pri izvedbi različnih projektov, ki nas čakajo. Enkrat sem govoril z enim kolegom županom, ki ga zelo cenim, in je rekel, prav veš, jaz svetnikom, več mandatov je že župan, je rekel, prav jaz članom občinskega sveta povem, da v občinskem svetu in na občini bi morali vsi vedno igrati na isti gol. Torej, če je to neka taka miselnost prevladujoča, potem je občinski svet kot najvišji organ tisti, ki spodbuja župana in vse ostale, da delajo še več. Nestrankarski kandidat Tomaž Kuralt je s svojim načinom predvolilne kampanje uspel prepričati dobrih 14% volivcev, največ kar 29,5% na domačem volišču v prostorih krajevne skupnosti Vaše Goričane, več kot 20% mu je uspelo pridobiti še na 4 voliščih, najmanj, manj kot 2% pa na volišču v Hrašah. Bo pa v prihodnjem mandatu član občinskega sveta kot eden izmed 2 predstavnikov nestrankarske liste za napredek krajev občine Medvode.
Kandidatu Slovenske demokratske stranke Leonu Marjascu je uspelo prepričati skoraj 7% volivcev, kar je sicer več kot na lokalnih volitvah pred 4 leti, pa vendarle manj, kot bi morda pričakovali glede na rezultat ob njegovi letošnji poslanski kandidaturi. Največjo podporo, več kot 18% glasov, je pridobil na domačem volišču v Spodnjih Peničah. Ne bo župan, bo pa v prihodnem mandatu ponovno član občinskega sveta. Tudi županska kandidatka Alenka Žavbi-Kunaver je največjo podporo volivcev dobila na domačem volišču v Zbiljah, več kot 4%, skupaj pa je prepričala le dobra 2,5% volivcev. Tudi slednja je po rezultatu na državnozborskih volitvah pričakovala bistveno boljši rezultat. Že sicer je stranka Modernega centra ena od poraženk tokratnih lokalnih volitev, saj ji ni uspelo pridobiti niti enega samega mesta v občinskem svetu. Že prej smo omenili negativno volilno kampanjo, ki se je razcvetela prav zadnji dan, tako rekoč na dan volilnega molka. Medvode so namreč preplavili letaki s fotografijo Nejca Smoleta in Mitja Klavore, ki naj bi bil njegov stric iz ozadja, in s povzetkom teksta, ki ga je v daljši obliki objavil prav tako v zadnjem tednu pred volitvami ena od medijskih hiš. Kot že rečeno, je sicer nekdo, ki se ni podpisal, županskega kandidata med drugim obdolžil korupcije v primerih podeljevanja koncesij za redno vzdrževanje cest in zimsko službo. Mitja Klavora ni zanikal poznanstva z vodstvom Gorenjske gradbene družbe, kategorično pa je zanikal vpletenost v kakršnokoli koruptivno dejanje. Hvala za možnost komentarja. Najprej bi čestital članom občinskega sveta in novoizvoljenemu županu in upam, da bodo delali vse v korist Medvoščanov in Medvod. Namreč to je zame zelo pomembno, večji del moje družine živi v Medvodah, še vedno, torej ta priimek je že v Medvodah 60 let, Klavora, in mislim, da je treba nekaj tudi o tem povedati. Sicer pa tisti, ki začenjajo s takimi načini, s tako kampanjo, dobijo običajno bumerang. Jaz sem celo obljubil temu glavnemu kreatorju, glavnemu avtorju te negativne kampanje zaušnico, vendar jo je dobil na volitvah, tako da ne bo potrebno nobene zaušnice, tako da Štecnar si rešen tega, da ne boš dobil nobene zaušnice. Drugače pa sam mislim, da je treba ostro reagirati na take pojave, ker so ti pojavi v Sloveniji preveč pogosti. Žal pa samo ena opcija praviloma, ko je nemočna, ko vidi, da se izgubljajo pozicije, uporablja take negativne udarce pod pasom v boksarskem jeziku. V prejšnji izjavi Mitje Klavora se očitno ni nihče prepoznal, zato se na naše uredništvo ni nihče še obrnil z zahtevkom za odgovor. To je za danes vse. Prihodnji teden pa tudi o tem, kakšen občinski svet smo izvolili. Dejstvo je, da je občinski svet tisti, ki sprejema ali zavrača odločitve, ki mu jih v sprejem ponudi župan, je tisti, ki lahko tudi sam predlaga točko dnevnega reda, ja, in je tisti, ki mora tudi prevzeti del odgovornosti za naslednje 4 leta. Nasvidenje.